Slikopliskar, črkoslikar je poklic, ki je že vrsto let in prisoten. Nekoč in danes so tudi delali, razlika je pa v tem, da danes imamo izredno dobre barve, kombinacije, dobre materiale in tudi sredstva za izdelavo dobrih in krasnih izdelkov. Vsakdo, ki opravi izpit in ima poklic črkoslikarja, slikopleskarja, lahko pridobi delo. Lahko odpre svoje podjetje, lahko je samostojni podjetnik in ima veliko perspektivo. Kakšno pa je kaj zanimanje za poklic slikopleskarja pa črkoslikarja? Mi smo z zanimanjem zadovoljni. Vsako leto se vpiše en oddelek slikopleskarjev, v bistvu največ od vseh gradbenih poklicev. Kako pa to? Mislim, zakaj? Kakšni so vzroki za to? Jaz mislim, da je zanimanje pri mladini malo večje kot za ostale poklice zaradi tega, ker je delo morda nekoliko lažje kot v ostalih gradbenih poklicih. Poleg tega je pa to zelo ustvarjalen, kreativen poklic. Se pravi, lahko tudi svojo umetniško žilico izražajo. Zelo, zelo. Kakšna je pa kaj prihodnost tega poklica? Kaj lahko učenci pričakujejo pol po šoli? Ja, vsi se seveda lahko zaposlijo takoj. Torej, povpraševanje je izredno veliko, tako da celo vsi nezaposleni na Zavodu za zaposlovanje se lahko v okviru izobraževanja odraslih pri nas izobražujejo potem tudi za slikopleskarje. Super. To pomeni, da se lahko oni pač prekvalificirajo se lahko, vsi se lahko prekvalificirajo. Kadarkoli je možno se izučiti za ta poklic. Tako. Možnosti je ogromno, vse poti so jim odprte. Seveda, ko končajo šolanje pri nas, lahko nadaljujejo šolanje tako pri nas v gradbenem tehniku, potem lahko nadaljujejo šolanje na kateremkoli izmed visokošolskih zavodov. Če se pa želijo takoj zaposliti, seveda pa najdejo zaposlitev takoj. Pa recimo imajo že tako, ko v zadnjem letniku, se kakšni delodajalci že zanimajo za učence, tako da kaj hodijo gledati, pa da bi že koga potegnili v svojo firmo? Zadnja leta se nam dogaja, da ne šele v 3. letniku, ampak že v 1. letniku jih pridejo iskati. Tako. Se pravi, to zelo iskan poklic. Zelo in mi smo tega tudi zelo veseli. Potem se tudi včasih dogaja, da imajo učenci pač poleg redne šolske prakse tudi kakšno že tako manjše delo ob šoli, da jih že kdo najame za kaj? Saj oni sami v izobraževalnem procesu že imajo učne pogodbe z delodajalci in tam že opravljajo redno delovno prakso, tako da se srečajo tudi z delodajalci že v času šolanja. Lahko poveste, kaj se pričakuje od mene, če bi se rada vpisala na to šolo? Mislim, kaj bi jaz mogla narediti? Seveda najprej potrebno končati osnovno šolo, oziroma 9 letko danes, včasih 8 letko, opraviti zdravniški pregled, ker vsi gradbeni poklici so, ne bomo rekli, med bolj tveganimi, ampak vseeno je treba neko sposobnost, tudi ročno spretnost, dober pogled, posebej za slikopleskarja in črkoslikarja je seveda potrebno tudi, da barve ločiš. Mogoče tudi nek smisel, da lahko barve kombiniraš, da tudi barve zmešaš potem, ker če vedno vidimo v barvah, se pravi, svet je v barvah okrog nas in barve so pisane, hiše so pisane zunaj in znotraj. In je pomembno, da tudi pravim ta smisel za barve, za kombinatoriko barv in tako naprej. Kaj pa recimo čaka nekoga, ki se vpiše v ta program? Kako to izgleda, celotno šolanje pa to? Šolanje v vseh gradbenih poklicih traja 3 leta in na koncu je zaključni izpit. Se pravi, drugače pa je po letnikih razdeljeno, v 1. letniku je 4 dni teorije, 1 dan v tednu praksa. Je redno tako, da imajo prakso vsak teden? Vedno. In v teh 33 tednih se nabere potem 198 ur prakse, potem se pa gre na koncu maja oziroma začetku junija še 3 tedne k delodajalcu, se pravi k firmi, podjetje,
kjer se dela potem še 114 ur in v juniju, ko vse ostale šole zaključujejo, se pravi tudi naši dijaki zaključijo s prakso pri delodajalcih, dobijo spričevala in tako je prvi letnik končan in se začnejo počitnice. Na Srednji gradbeni šoli Maribor se lotevamo posebnih akcij, ki so nekako v okvirju mestne občine Maribor. Tako smo se tudi sedaj odzvali na akcijo, ki imenujemo Stop grafitom. Seveda vsi grafiti ne moramo reči, da so kvalitetni in lepi. Seveda veliko grafitov predstavlja packarijo, kar pomeni, da kazi pročelja raznih objektov. Zato smo se skupaj z tovarno Helios, kjer je sponzor, se pravi nekako iz mestne občine Maribor, odločili, da polepšamo pročelja osnovnih šol in vrtcev v mestni občini Maribor. Ta današnja naloga, kot jo mi imenujemo v šoli, je v bistvu delno pleskanje fasade na osnovni šoli Kamnica. Tukaj je bilo nekaj grafitov, seveda odvisno z čim so grafiti narejeni. Torej na enih primerih imamo, ko so grafiti z tako imenovanimi oljnimi barvami ali laki, seveda tiste nekoliko lažje, ker pač dejansko samo gre za zunanjo disperzno barvo, s katero dvakrat površino popleskamo in seveda takrat dobi pač tisti končni izgled, se pravi, kjer smo grafite pokrili. Druga zadeva so pa grafiti, ki so narejeni z nekoliko drugačnimi barvami. Seveda tiste grafite pa je potrebno najprej temeljito, da prebrusimo, potem naredimo en premaz, se pravi, ali pa še premaz z emulzijo in kasneje, ko se ta premaz posuši, šele takrat naredimo potem tisti drugi ali končni premaz. Ukolikor pa je grafit temnejši, recimo kot smo imeli primer tukaj črne barve, pa je potrebno tudi slikanje 2 ali pa celo 3-krat. Pri tem našem delu uporabljamo slikopleskarski čopič, slikopleskarski valjček, potem so še pomožna orodja, kot so odprašilci, brusni papir, lopatice, skratka to in seveda brez lestev vsekakor ne gre. No, na drugi strani pa imamo še tudi tako pomožni, ne orodje, ampak material, to se pravi, kjer je potrebno zaščititi. Se pravi, dela je recimo okn, vrat in tako naprej, se pravi z lepilnim trakom in obvezno seveda je treba pokriti talno površino, se pravi, da se ničesar ne popacka. Slikopleskarska dejavnost, bomo rekli, je zelo razvejana dejavnost, ker potrebuje 100% celega človeka. In seveda z razvojem tehnologije, z razvojem kemične industrije so stvari prišle tako daleč, se pravi, kjer se veliko lahko tudi pride v ospredje individualne sposobnosti, kreativnost in tako naprej. Skratka, to so vsi elementi, katere dober slikopleskar mora imeti. In s tem potem seveda lahko konkurira konkurenci na tržišču, ki pa seveda je kar velika.